Vreme je prekrižalo načrte civilni zaščiti in gasilcem, ki so imeli danes namen očistiti pot do vasi na Šentviški planoti. Na Šentviških gori je ujetih 800 ljudi. Razmere so iz minute v minuto hujše, pričakovali so izboljšanje, danes pa je vse še slabše. Pot do Ponikv se je kmalu zaključila. Vsako sekundo se je iz gozda zaslišalo pokanje padlih dreves in vej. V tem ovinku je najbolj nevarno smreke, ki so vse obtežene, da ne bi padle na hišo pa na gospodarsko poslopje. Po drugi strani nam uspe priti na Šentviško goro, kjer agonija traja že skoraj teden dni. Od četrtka je tako, včeraj je prišla malo, da smo, ko imamo samo centralno, da smo malo ogrevali. Zdaj pa ni več. Mraz je, to je. Pač zjutraj smo se prebili na nek način, smo odprli cesto in smo se prebili še pa nekih osnovne stvari, tudi domačinom, drugim peljem bencin za agregate. Delavci Elektro Primorske se dan in noč trudijo vzpostaviti električno napeljavo. Mi postavimo, čez 2-3 urce nam gre pa nazaj na kap. To, ker tega ne vidiš, si ne moreš predstavljati, kaj to v resnici pomeni. Dan in noč svoje življenje na terenu tvegajo tudi prostovoljci. Brez pomoči domačinov ne bi šlo. V najbolj odročne vasice so odšli gorski reševalci. Kar moram poudariti, da sloni na prostovoljcih. Če bi to slonelo na plačanih ljudeh, ravno tako to ne bi delalo. Tudi po drugi strani danes do Ponikv ne moremo. Tukaj smo se ustavili. Cesta je naprej neprehodna, drevesa padajo. In tudi po tretji ne. Pred nas je namreč na cesto padlo tole drevo.